A boš ti, Uroš, povedal tvojo izkušnjo še osebno, ali si ti imaš kakšno tudi? Jaz sem bil zdrav vedno in vedno bom ostal zdrav. Ne, ni bilo ravno tako. Leta 2020, 28. januar, ko sem dobil ta napitek v roke, je bil zgolj ena preizkušnja zame, ali lahko sploh kaj dosežem z njim. Namreč mene so pestile srčne težave. Namreč imel sem 88 puls v nočnem času in ta je bil previsok z vseh vidikov. In s tem povezano, bom rekel, sem pil zeolit, čisto ledvica, čisto jetra. Nisem vedel, kaj je vzrok. Verjetno je tudi možgani so bili krivi, stres, vse skupaj je pripomoglo k temu, da je moje srce bežalo na prevelike udarce. Približno po dveh steklenicah sem spal drugače. Zbudil sem se brez krčev, namreč prej sem vstajal s krči v nogah. Skozi sem jamral, da me noge bolijo. In puls je bil ob merjenju na 48 do 54 v nočnem času. Vztrajal sem do 17. aprila, ko sem spet si vzel še 6 steklenic in bom rekel, tam poskušal še Martinu dozirati 70 ml. Skupaj sva vztrajala do junija, konec junija je dobil Martin spričevalo in v tem spričevalu smo prišli do spoznanja, da je njegova mentalna sposobnost bistveno boljša. Njegov čas koncentracije je bil kar 4-krat daljši, več kot 60 minut. Je bil sposoben opravljati eno in isto nalogo brez napak, kar pomeni, da je res začelo, bom rekel, delovati na možganih pri njemu. Jaz sem pa bil vedno mlajši. Zato ker nisem imel več krčev, drugačno kožo sem imel, lase so bili drugačni, energija je bila bistveno na višjem nivoju. Počasi je prišel Filip in to je bilo julij mesec, oziroma 3. julij, ko je oče, Dantes, prišel k meni in povedal, bom rekel, to novico, ki nas je oba, bom rekel, močno šokirala. Imel sem priliko, da sem poklical Valterja, tistega, ki me je seznanil z Olive napitkom. Kontaktirali smo znanstveni odbor v podjetju. V znanstvenem odboru predseduje dr. Wolfgang Kostler, ki je predsednik Onkološke zbornice Avstrije in pa podpredsednik Onkološke zbornice Nemčije v isti osebi. Torej, nekoga, ki res nekaj ve na področju rakavih oziroma hudih rakavih obolenj, ter nekoga, ki, bom rekel, se zaneseš na njega. V tem znanstvenem odboru sodeluje več kot 7 zdravnikov, 7 znanstvenikov in so, bom rekel, svetovali, da se poleg jodove terapije intravenozno, kako se reče, intravenozno je dobaval Filip še antibiotično terapijo, da vključimo še v njegovo zdravljenje še Olive napitek in sicer razrečen v liter vode, 70 ml in 2 taki steklenici je oče Filipu nosil. Takrat, kadar se je to zgodilo, ta sprememba, ko, bom rekel, so tudi kirurgi opazili, da se res nekaj resnega odvija in da ta rana, bom rekel, izginja izpred njihovih oči, je nam postalo to v ponos, da lahko delimo in govorimo o tem napitku naprej. In s tem zvezi smo danes tukaj in s tem zvezi imam zapovedati o tem napitku toliko sam. Hvala. Uroš, hvala lepa.